Z vrnitvijo nazaj na treninge se je začel počasi normalizirati tudi nogometni del življenja v Sloveniji. Vadba je sicer zaenkrat prilagojena, kar pa je za razumeti glede na varnostno situacijo. Zaščitni ukrepi so na prvem mestu tudi v Ljudskem vrtu. Dovoljeni so treningi samo pod posebnimi pogoji, in sicer prvi pogoj je ta, da so vsi igralci brezpogojno zdravi, ko pridejo na trening. Nogometna zveza je predpisala, na kakšen način se to kontrolira, namreč vsakega izmed igralcev se kontaktira dan pred treningom v večernih urah. Poseben vprašalnik je za to pripravljen, ki zajema tako klinično sliko, torej če so prisotni kakršnikoli znaki, ki bi lahko govorili za COVID bolezen, in pa tudi epidemiološki vprašalnik, ali so bili v kontaktu z kakršnokoli osebo, ki bi lahko imela COVID. Skratka, če so vsi odgovori negativni, potem se igralec lahko naslednjega dne udeleži treninga, vendar se tudi na licu mesta preveri klinična slika se strani fizioterapeuta, izmeri se telesna temperatura, in če so ti pogoji izpolnjeni, se lahko igralci udeležijo treninga. Treningi potekajo v manjših skupinah, po 6 v tem trenutku, pri čemer ni dovoljena kontaktna igra. Dodatni pogoji so tudi ti, da se uporabljajo primerna socialna distanca tudi med treningom. Vsi rekviziti so razkuženi, tudi razkužujejo se večkrat med samim treningom. Ukinjena je bila prehrana v klubski jedilnici in še nekateri drugi ukrepi. Zelo pomembno pa je tudi to, da igralci striktno spoštujejo karantenski način življenja. Skratka, da se izogibajo vsakršnim socialnim kontaktom, ki bi lahko ogrozili njihovo zdravje, in da to velja tudi za njihove družinske člane. Glede na to, da so nogometaši pauzirali kot že dolgo ne, tudi zimski premor običajno ne traja tako dolgo, kot je sedaj trajal ta premor zaradi epidemije, je vadba vsaj sprva precej prilagojena tudi v smislu naporov. Nenazadnje si želi zdravstvena ekipa preprečiti, da bi prišlo do kakšnih hujših poškodb. To je velika nevarnost večjega števila poškodb, kolikor ne bodo izpolnjeni vsi pogoji za zelo postopno doziranje treninga. To je velika vloga na trenerskem štabu, ne govorim samo o glavnem trenerju, ampak tudi o kondicijskem trenerju in pa o fizioterapeutih in vseh ostalih, ki skrbijo za športnike. Potrebno jih je najprej analizirati, v kakšnem stanju so, in jih potem individualno pripravljati na začetek tekmovalnega pogona. Okolikor se bo pri katerem od igralcev ugotovilo, da ni primerno fizično pripravljen, da obstaja riziko poškodbe, se bo njegova vrnitev v tekmovalni režim nekoliko podaljšala. Gotovo pa moramo skrbeti za vse igralce na ta način in preprečiti poškodbe, okolikor to le mogoče. Ne samo po Sloveniji, tudi po Evropi so jasni znaki, da se želijo nogometna prvenstva dokončati oziroma sezona naj se odigra do konca. Nekatere države so že pred nami, tako bodo v Bundesligi že začeli igrati ta vikend. V Sloveniji bomo morali zaenkrat še malo počakati. Slovenija tukaj ni samotni otoček znotraj Evrope. Mislim, da lahko z dokajšno gotovostjo in tudi z strokovnimi argumenti sledimo državam, ki so kakšen korak na tem področju pred nami. Seveda previdnost je na mestu, vendar ocenjujem, da ob zadostitvi epidemiološkim kriterijem lahko načrtujemo začetek tekmovalnega obdobja v obdobju nekaj tednov, pri čemer bomo seveda upoštevali vsa navodila NIJZ in tudi Ministrstva za zdravje. Veselimo se začetka tekmovanja. Šport je samo del družbe in ne moremo ga iz tega izvzeti. Najprej v prilagojeni vadbi, potem tudi v normalnem nogometnem treningu s kontakt igro, slej ko prej pa tudi, upamo, zaključek letošnje maratonske nogometne sezone.